Živjo in dobrodošli v novi epizodi Dilem iz spalnice. S tabo sva Lara in Monika in odgovarjali bova na vaša anonimna vprašanja. No pa dajmo začeti kar s prvim vprašanjem. Enkrat sem se med seksom začela smejati in nisem mogla nehati, totalno awkward, se je še komu to zgodilo. Lara, se ti je kdaj to zgodilo? V bistvu ja. Tako da to je nekaj čist normalnega, se lahko zgodi seveda med seksom. Včasih to še naredi še boljše vzdušje, se mi zdi, pač to ni nič takega. Ja. Pač ne vem, zakaj bi ti bilo zdaj awkward, pač glede tega, ja vem, da mogoče včasih tako lahko izpade, ampak to ni nič slabega, no. Pač meni se ne zdi to neka slaba stvar, to je sam dober. Ja, po mojem zato, ker imajo ljudje v glavi, da pač seks mora biti tako, a veš, tako hoten, ali pa romantičen, ali pa neki, ne pa tako neki smešnega, ampak seks je lahko ful smešen, pač tako, že to ne vem, včasih, ko se predstavljaš tako iz ene poze v drugo, ali pa kakšni čudni zvoki so, ali pa kdo vmes malo prdne, ali pa pač imaš kakšen ta quif, pač ta zrak, ki ti gre ven, ne, pač pri ženskah. Ali se pa pač začneš smejati zato, ker pač se ti hormoni divjajo, ali pa neki pač imaš en shot endorfinov in dopamina in ne vem kaj, ampak ja, jaz mislim, da se to ljudem kar dogaja in da pač ni nič takega. Lahko je awkward, če ne nehaš se smejati, ja, pa pač je partner tako, a se meni smejiš, ampak... Ne, pač kakšna taka situacija, kakor si prej rekla je in čist normalno je, zihar se veliko. Ko ona ni povedala, zakaj se je začela smejati, ja, ona mene se čisto random zanima, zakaj se je začela smejati, lahko napiše naslednjič. Mogoče imela sam pač napad smeha ali pa nekaj. Ja, pač tudi to se dogaja, pač čist normalno. Ja. Ne rabiš se zaradi tega slabo počutiti, ker ja. Se dogaja vsem, tako da ne, pač ni, ja, lahko je malo awkward, ne, pač po moje, če je partner tako, kot sem rekla, se meni smejiš, ne, ampak ja, ne vem, ne zdi se mi nek tak big deal in precej tako, random. Ok, kar naslednje vprašanje, a je normalno, da me partner najbolj privlači, ko ga vidim v čisto neseksualnih situacijah? Naprimer, ko nekaj pospravlja ali pa kuha. Ja. Ja. Jaz se lahko ful relatam s tem, zato ker pač, ne vem, itak, če vidiš tipa tako, kar neki dela, si tako, you can fix this, pač to lahko popraviš. A veš, ko mislim, Ja. pač najbolj seksi so takrat, pač zakaj bi mogel biti neki cel, pa se tam neki postavljati, kaj itak, pač tebi je cool to, da vidiš, da imaš sposobnega partnerja, Ja, pač ni nujno, pa že jaz neobogljena, poskrbi zame, pa sam tako, da vidiš, da je sposoben, da zna nekaj narediti, karkoli je pač to, ne. Pa tudi, po moje, zaradi tega, kar dost žensk že to pač, a veš, to, kar smo dostikrat govorili, kako lahko pač, ne vem, moški pričakuje, da bom jaz zvečer kar ready na seks, medtem ko sem cel dan pač vse delala sama. Ja. In pač, če ti vidiš, da pač on res dela nek svoj del, ali pač so to bolj v narekovajih moška opravila, da se ne bo kdo upiknil, ali da pomaga, ali odnese smeti, ali karkoli. In ja, pač itak je to nek del tega, da si pač zvečer pol ready. Ja, itak, jaz se čist strinjam s tem, obe dve relatava s tem, tako da to je čist normalno in čist logično. Včasih, če vidiš kakšnega takonga v delavski obleki, tam neki žag ali pa neki in si tako, ja. Ok, trojka. Sem moški in včasih izgubim erekcijo, če začnem preveč razmišljati in potem panika še poslabša vse, kako to ustaviti. Jaz mislim, da ljudje mislijo, da je to sam pri ženskah problem, da nima želje, če je pod stresom ali pa preveč razmišlja. Ne, dejansko se tudi pri moških ful pogosto dogaja in je normalno in ni nič takega. Drugače pa, kako to popraviti, res poiskati vzrok pač za to, zakaj si to pod stresom, zakaj to preveč razmišljati. Najprej to nekako popraviti, mislim, ne popraviti, ampak probati odpraviti ta vzrok in ponavadi se tudi pol želja in erekcije in to pač se vse zboljša, ko se to odpravi. Ja, ali pa mogoče v tistem momentu probati, da tudi partnerka pomaga preusmeriti pozornost. Drugače, ja, to, kar si rekla, pač, da folk misli, da se sam ženskam to dogaja, pač ne vem, ali pač ne vem, da se ne vzburba, recimo, ali pa da ni dost mokra, ali pa kaj, ampak tako se mi zdi, da od moških je še toliko bolj, mislim, pri moških, še toliko bolj pritisk, ker pač mu more stati, če hoče seksati, tega pač ne moreš namazati. Mislim, a ne pa žensko vsem, tudi če ima tako težave, pač uporabljaš lubrikant, pa ne da bi minimizirala
od koga težave, ampak tako včasih pozabimo, ker tudi koliko se v bistvu od moškega tle tudi pričakuje, da bo performal. Ne? Ja, v bistvu še bolj, kot si rekla, pač tudi res pol mogoče kakšni ženski tudi zgleda, kaj je zdaj z mano narobe, zakaj zdaj noče. Pač. Ja. Tako, ampak v bistvu je lahko res moški samo toliko pod stresom, toliko veliko razmišlja in je pač samo to krivo. Ne? Ja. Jaz mislim, da je treba tle pač, če ima vse en željo seksati, pa da pač sam preveč razmišlja o drugih stvarih, da pač je prav od partnerke tudi, da pomaga. Pač prvo, da on prizna, ne, pač sem pod stresom, drugo pa tudi od partnerke, da pomaga pač malo preusmeriti pozornost nazaj. Pri sam tle sva pač, a veš, ta grounding. Da mu pomaga par temu, ja definitivno. Tako da nisi sam v tem. Ja, res ne. Ok, naslednje vprašanje. S partnerjem sva skupaj že 5 let in seks je postal ok, ampak nič posebnega. A je to pač realnost dolgih zvez? Mislim, realnost dolgih zvez. Jaz mislim, da imajo ljudje včasih preveč mal neke utvare v glavi, da pač stvari kar same od sebe cvetijo in buhtijo in je vse vroče in privlačno in tako pač. Zveza je delo. Na vseh področjih in tudi na spolnem področju. Pač ne moreš ti, se obstajajo eni, ki pač ne vem, si ful dišijo, pa jim je seks nor, ne glede na to, ampak to ni realnost vsakega para. In tako da ne. In zato je treba pač si stvari, zato to ljudje tudi sprašujejo, dostikrat dobimo vprašanje, kako popestriti tret gor dol, pač ali igračke, zmer svetujemo, ali igračke, ali ne vem, pogovor o fantazijah, ali v prejšnji epizodi smo imeli za BDSM, dva sta malo želela vključiti. Tako da treba je pač aktivno poskrbeti, da ostaja en spark. Jaz se čisto strinjam s tem. Je pa tudi res, da ko si ti v dolgi zvezi, pač je tudi včasih zato, da zdaj seks recimo postane bolj mogoče kriv sam pač ta tempo življenja. Ja. Tudi ko sva prej imele, da je recimo toliko pod stresom, da ne dobi erekcije, pač sploh, ko si ti dalj časa skupaj, ker recimo primer, greš iz tega, da si se, ne vem, videl sam čez vikend do tega, da recimo živiš skupaj. Ja. Pač pol nisi ti samo partner, mislim kot za seksa, pol si ti tudi pač živiš skupaj, vse delaš skupaj in potem včasih tudi lahko pride do tega, da recimo je seksa manj, da si ne vzameta dosti časa za to, da si ne vzameta časa, da se toliko recimo lahko povežeta, da je seks recimo ful dober, pa je lahko tudi v temu problem. Ne samo zdaj v temu, da je nujno mogoče zdaj nekaj popestritev. Pogrešaš se, ne? Ja, je pač velika razlika pol, ko si ti enkrat v dolgi zvezi, ko si res veliko časa skupaj. In to je drugač ful pogosto, ful velikokrat se dogaja, to ni zdaj nekaj, kar bi se recimo samo vama dogajalo, pač je res pogosto, veliko ljudi ima s tem probleme in samo zato, ker pač, kot si prej rekla, samo zato, ker so nekateri ljudje, ki nimajo s tem težav, ne pomeni, da jih večina nima. Ja. Pa tudi to, pač, prej si ful dobro rekla, da je ful razlika, živiš skupaj ali ne, lih to, pač, koliko se pogrešaš, to, kako se ti pogrešaš, pol ko mi čakaš, da se tudi nekoga dotakneš, si ful želiš bližine, Če pa prijaš v to neko cimer življenja, ko že malo tako, si skupaj, skozi se videvaš, pač se ne pogrešaš, ampak tako, res si moraš vzeti čas za te stvari, da to obudiš, ali pa ne vem, pejta vsak zase nekam za 2 dni, pa da se bosta malo pogrešala, da se bosta malo želela drug drugega. Pač načinov je res polhan, kako obuditi skrca. Samo treba je pač temu malo razmišljati o temu, pogovarjati se o temu, posvetiti nek trud temu. Ampak ja, definitivno pa se to dogaja večini. Bom rekla večini parov. Ja, jaz tudi mislim, da se kar večini dogaja. Da je otroci pa to. Tudi, ki si še težje vzameš čas recimo zase, ampak so rešitve. Pač je treba res razmisliti o tem, ki je mogoče tudi največji problem, vzeti si čas zase, če je treba, sprobati kaj novega, če je mogoče v temu pač rešitev. Ampak ja, definitivno najprej pač pogovor s partnerjem, ugotoviti, v čem je problem. Lahko sprobata to, kar si ti rekla, lahko sprobata igračke, lahko sprobata, res je pač veliko enih načinov, kako pa. Ja, tukaj iz tega vprašanja ful zgleda tako, da je postalo to nekaj rutinskega. Ok, ampak nič posebnega. To je pač tako, res se sliši, da je pač neka rutina. Je dober, pa še nama, ampak ni nič posebenega. Pač moraš najti način, ki bo vama ustrezal, da se bosta spet zaželela en drugega.
Je pa to drugačna ljubezen, kot na začetku, ko se pač, ko si zatrapan, pa ti metuljčke delajo, pa ima to neke svoje te hormonske vplive. Pač to je treba tudi malo sprejeti v bistvu. No. 5. vprašanje. Mene zanima, kako naj sploh vem, kaj mi je všeč, če nisem nikoli eksperimentirala. Ok, lahko probaš najprej seveda sama eksperimentirati, a ne pač sama s sabo, da probavaš različne stvari. Lahko vključiš tudi kakšne recimo igračke. To se mi zdi recimo tudi cool. Ne rabiš zdaj nujno tako iti eksperimentirati z drugimi ljudmi, a ne? Ti si to tako vzela? Jaz sem to tako vzela. Ne, sem to sam pač tako razumela, kako ne vem, kaj mi je všeč, pač tako, kaj mi paše od stimulacije, če nisem nikoli eksperimentirala. Jaz sem ta vprašanje tako videla in pač moj odgovor je tle pač preprosta, ne začni eksperimentirati. Ampak lej, pač imaš z različnimi dotikami, imaš srčno upam, da 2 zdravi roki, to se je ful tako pokroviteljsko slišalo, ampak nisem mislila tako, pač roke prvo dotikaš se, kje ti paše, občutke opazuješ, igračke, mogoče kakšen bulet, karkoli. Pač, tudi če želiš analno raziskovati, pa ne želiš, da je nekih klistirev in tega delati ful fajn, če sprobavaš razne dotike pod tušom, si vzameš kakšen lubrikant sabo, nevodni silikonski, če boš pod vodo, pa tam pod tušom eksperimentiraš kakšno analno stimulacijo in tako. Ampak moj nasvet je pač čisto preprost, začni eksperimentirati. Jaz se tudi strinjam s tem, jaz sem mogoče malo narobe razmišljala skoraj na začetku. Saj ne vem, lahko pa, da je tudi bilo mišljeno tudi v tem smislu, ne vemo, tako da v bistvu zdaj je dobila oba dva pogleda na to, ampak pač tako, kot si ti rekla, se strinjam. Pač moraš probati, dokler ne probaš, ne veš. To je to. Ok, sem punca in me zanima analna stimulacija, ampak me je strah bolečine. A se da to narediti, da je dejansko prijetno? Nekaj si že govorila prej o tem? Dejansko se da narediti, da je to dejansko prijetno, 2-krat dejansko. Problem pri analni stimulaciji je to, ker imajo ljudje ful enih predpostavk o tem, in ena izmed teh izhaja iz pornografije, to je tista, ki tip pride in ji ga dal pač urit in to je to. In ona je odprta in pripravljena in mokra in to je to. Pač analen seks, jaz sem zmeraj rekla, da se analen seks začne v glavi. Ti moraš biti psihično pripravljen na to. Mislim, ne da boš sprejel bolečino pa potrpel, ampak pač, da je to drug tip stimulacije, ki si jo ti res želiš. Ti imaš željo očitno, ta oseba, ki je to napisala, a vse, kar rabiš tle, je dovolj informacij, da boš to speljala pravilno. In kar je tle velik del, je to, da se pravilno pripraviš. Se pravi, da imaš pripravljen lubrikant, ki se anus ne vlaži sam, da se pogovorita s partnerjem o tem, lahko tudi sama prej malo sprobaš, tako kot sem že prejšnjo vprašanje rekla, pač malo pod tušem, s prsti, kakorkoli. Ampak priprava anusa, da je sproščen in pripravljen na sprejemanje, to se ful smešno sliši, ampak pač anus moraš ti pocrklati, da se sprosti. Pač imaš igračke, kakšne mehne analne čepke, s prsti, ful pomaga, če prej je druga stimulacija, se pravi, ali stimulacija klitorisa, ali vaginalna, da ni začetek seksa analni seks, ampak pač vaginalni seks, recimo, da si ti že v stanju nekega vzburjanja in pripravljenosti na ta način. Ampak vse, kar bi jaz le rekla, je, da se narediti, da je dejansko prijetno, anus ima ful živčnih končičev, oziroma je zelo dober uživčen in je lahko ful dober. Tako da se naredi, da je prijetno, treba se res dobro pripraviti na to, pa ne verjeti samo, kar vidite v pornografiji, ker ni res. Tako v pornografiji, recimo, oni ne pokažejo, da Una je tam hodila s čepkom analnim 1 uro prej naokrog, pa ne pokažejo vsakič, ko se ustavijo, zato da pač našpricajo lubrikant, pa tako, Analen seks je lahko zelo prijeten. Če imaš ti željo potem, če nimaš ti neke mentalne prepreke, da pač je tvoje telo zakrčeno, če si ti dejansko to želiš, je vse, kar rabiš narediti, samo tega, da se lotiš
pravilno. Se pravi, da si pogledaš, kako se pripraviti, lahko pač tudi narediš klistir prej oziroma analni tuš, če se boš počutila bolj sproščeno, a ne pač zaradi kakca. Kako naj to reče, da ne bo? Ne, v redu je. Pač, da ne bo umazan, lahko si pripraviš baby robčke, lahko si pripraviš brisačko za podrit, kakorkoli vse te stvari, da ti je bolj prijetno. Ampak ja, definitivno je pa treba anus prej sprostiti in pripraviti. Postopoma širiti, ne takoj. V glavnem, da pa se narediti, da je prijetna izkušnja, tako da imamo odgovor. A je normalno, da mi je včasih bolj hot fantazija kot dejanski seks? Zdaj, a je mišljeno bolj hot fantazija, pa to, da dejansko uresničiš fantazijo? Najverjetneje, da ja. Jaz bi rekla, da je normalno. Velikokrat imamo pač ljudje neke fantazije, ki bi si želeli bolj, da ostanejo samo fantazije, ne pa da jih dejansko uresničimo. Tako da, ja, jaz mislim, da ja, pač, ja. Da je čist pač nekaj normalnega. Ful je odvisen, kaj ona fantazira, pa kaj ima kot dejanski seks, pa a sploh želi to fantazijo uresničiti ali ne. A veš, ker lahko je ful, tako kot si ti rekla, ne, pač ene fantazije pač ostanejo samo fantazije in so ti lahko ful hot, ampak ne bi pa tega dejansko naredil. Ja. Ker jaz tudi imam pač kakšne fantazije, ko so mi tako, ampak ne bi pa tega naredila. Ne vem, če bi rekla, da mi je to bolj hot, kakor seks. Je to tudi odvisno, pač kaj ti od seksa pričakuješ. In take stvari so spet pač komunikacija s partnerjem. Seks se pač da izboljšati. Če se vidva pogovorita, pač kaj je ta tvoja fantazija, a jo lahko on izpolne, a mu je do tega, da jo izpolne. Ampak ja, normalno je, da ti je včasih pač fantazija bolj hot. Pač sej, domišljija je ena taka čudovita reč. Da, ja, jaz bi rekla, da je to čisto. Jaz tudi mislim, da je čisto normalno. Ja, kakor si rekla, če si jo pa želi uresničiti, pa definitivno s partnerjem pogovor, pa mogoče pa pol kasneje tudi uresniči, pa bo pa tudi v realnosti seks recimo še bolj hot. Katle se mi zdi, da je tudi pomembno, da ona povedala, da to se pač včasih dogaja. Ja, ni vedno. Zdaj, če bi bilo to pač vedno, pol je že pač mogoče malo težko tako v zvezi pač to vzdržati. Ok, da smo prišli do tega, da pač ja, da je to je normalno. Tako da ja. Ok, kako naj neham primerjati svoj seks s tem, kar vidim na pornografiji? Tako smava to pornografijo, se mi zdi, ampak mislim, da je fajn, da se o tem govori. Kaj bi ti rekla? Predvsem pač stopati na realna tla, pa pač se začeti zavedati, da to sta dva čist različna svetova. Pornografija je namenoma narejena tako, kot je, da je pač in your face, pač šokantna, pač, da te res bombardira z nekimi, da ti pač dobiš res take močne občutke in tako, pač, da te drži, da jo gledaš, in tudi ne smeš tega primerjati in nehi to primerjati že zaradi tega, ker pač vidva nista porno igralca. Tudi porno igralci, ki to delajo, pač še zmer so oni to igralci. To ne pomeni, da njim to res dejansko paše. Lahko so, nabutani z Viagro, ona je tam ostana lubricirana, se ne veš, a je mokra ali res ne, pač ne moreš. To je čist drugo. Ja. Čist dva različna svetova. Pač moraš imeti sam orang zavedanje, da pač pornografija je igranje. Ja, točno tako. Točno tako. To, kar je tam prikazano, res ni pač neka realnost. Sej, kakor si prej rekla, obstaja tudi taka pornografija, ki je malo bolj realna, ampak tako večina, bi pa jaz rekla, da res ni, da je pač res neki prikazano, kot da je ne vem kaj wow in sploh, ampak pač večinoma res v realnem življenju ni tako, tudi ne prikažejo dosti stvari, kakor smo že prej govorili, recimo za analni seks ne bojo prikazali, da je ona s tistim čepkom hodila 1 uro prej okoli, oni bojo prikazali samo tist, ki je ne vem kaj wow, pa pol na konc. Pa recimo, da ni treba imeti nobenih priprav in tako naprej, pač res ni to zdaj nekaj, s čemer bi se bilo treba primerjati, zato ker sta to, kakor si prej rekla, dva popolnoma druga svetova. Ja, mislim, vse obstajajo pač amaterski porniči, ampak že če gledaš amaterske porniče, pa pač to igrano pornografijo, že tam vidiš, da pač to ni igrana pornografija, ima naštudiran scenarij. Kje bo kamera postavljena, kakšne položaje, z katerega položaja, v kateri drug položaj bo šlo, kako
kako pod kakšnim kotom ga bo tam on noter dal, da se bo videla, da se bo videla penetracija in tako pač res moraš imeti močno zavedanje, da to je na koncu dneva še vse en film in je igran. Ja, imaš več različnih pornografij, amatersko, etično, whatever pornografijo, ampak jaz le predvidevam, da se bolj govori o tej klasični igrani pornografiji, pač sam imeti zelo močno zavedanje, da to je daleč od realnosti. Ok. A je normalno, da me včasih vzburi nekaj, potem pa, ko pride do dejanske situacije, me totalno mine? Ja, jaz bi rekla, da ja. Ful je podoben unmu prejšnjemu vprašanju glede fantazije, recimo, ko imaš nekaj fantaziraš, pa pol v realnosti tega ne bi naredil, Recimo tako. Pa jaz mislim, da je to ful pogosto drugače tudi tako, da jaz bi rekla, da je normalno. Ja. Ja. Kaj bi ti rekla? Ja, tako kot si rekla, včasih te ena stvar vzbur, pa si postavljam pred to dejstvo, da boš to naredil, se pa malo strašaš, pa te zato mine, s to, ko pride nek strah, stres, kakorkoli. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. A je normalno, da včasih nimam želje po seksu, pa imam občutek, kot da bi jo kot moški moral imeti? Ja. Normalno je, da nima želje po seksu, ne glede na to, ker ga spola si. Ker na željo na seks, kar smo že večkrat rekli, vpliva več dejavnikov. Od stresa, ki je lahko, čist izven doma, stres doma, tvoje zdravje, tvoj odnos s partnerko, vse vpliva. To, da pa recimo je on poudaril, imam občutek, da bi jo kot moški moral imeti, je pa spet to, kar smo govorili. Ker nekako velja kar neko splošno pravilo, da so pa moški bolj potrebni od žensk. Pa to sploh ni res drugače. To je toliko mem. Jaz poznam toliko parov, ko so ženske take, da bi več seksale, bom se lepše izrazila, da bi več seksale, in moški tudi dostikrat imajo veliko skrbi, ki so recimo čisto drugačne kot naše, ker tako drugače razmišljajo, ampak tudi oni imajo svoj stres, svoje skrbi in samo zato, ker veljajo za ta potrebne, pa ni nujno, da je to res, to je tako malo mit, se mi zdi. Ja, itak. To smo itak imeli že prej v unem vprašanju glede erekcije, da je ne more dobiti zaradi skrbi, pa zaradi preveč razmišljanja. To je v bistvu isto, res se od moških ful preveč pričakuje, da zdaj pa oni imajo pa skozi željo seksati. Samo to sploh ni res. Jaz mislim, da se ta mit malo prepleta s tem, kako je včasih bilo, da je moški takrat, ko je hotel, si je vzel. In mislim da iz tega ven pride zato, ker pri ženskah se je spolnost pa užitek pa to ful zatiral in so bili moški ko so veljali za tiste, ki imajo te želje, ženske pa ne. Ampak zdaj vemo, da ni tako. In tudi ne seksamo več na tak način. Ja, zdaj je čisto drugače, kot je takrat bilo. Pa res je tudi, lahko ima tudi ženska več želje, ni nujno, da ima samo moški. In če kdaj nima želje, veliko dejavnikov vpliva na to in to je nekaj popolnoma normalnega. Čisto normalno. Čisto normalno. Ok, to je pa za danes v bistvu že to. Na še več vprašanj bova odgovorili v naslednji epizodi. Ne pozabite pa tudi na to, da nam lahko vedno pošljete svoje anonimna vprašanja na link v opisu ali pa na naša socialna omrežja. Ste že zelo veseliva naslednje epizode in se vidimo naslednjič, pa seveda ne pozabite lajkati tega videa, pa naročite se na kanal, da ne boste zamudili naslednje epizode. In to je to. Se vidimo naslednjič.